Spoštovane ekscelence, dama in gospodje, lepo pozdravljeni na današnji razpravi posvečeni, kot piše v vabilu, izrednim volitvam v Italiji in verjetni prepričljivi zmagi desnice. Toplo pozdravljam današnjega panelista, tržaškega Slovenca Bojana Bezigarja, politologa, novinarja in publicista, nekdanjega svetnika v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine, nekdanjega župana in glavnega urednika Primorskega dnevnika, člana Evropskih manjšinskih združenj in nenazadnje podpredsednika SDMO, torej Slovenskega društva za mednarodne odnose. Bojan Brezigar je odličen poznavalec in analitik političnih razmer v Italiji, ki jih spremlja že dolga leta in piše o njih v različnih medijih. Uvod v razpravo bom predstavil Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Izgledalo je, da je z Draghijem Italija naredila velik pozitiven korak proč od zdrah in strankarskih preigravanj k bolj sporazumnemu reševanju razmer v Italiji. Ta epizoda, ki bi lahko bila zgled strankarski demokraciji tudi drugod po Evropi, je mimo. Čez 10 dni, 25. septembra, bodo v Italiji izredne parlamentarne volitve. Zadnje javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago desnim strankam, največ skrajno desni stranki Bratje Italije, Fratelli d'Italia, ki jo vodi Giorgia Meloni, in sicer približno 25% glasov. Upoštevaje še odstotke strank Salvinijeve Lege in Berlusconijeve Forza Italia, izidi volitev lahko prinesijo velik zasuk Italije, tako notranje politično, kot tudi navzven. Leve oziroma stranke levo od centra ne uspevajo prepričati volivcev v nevarnost takšnega zasuka. Demokratski stranki se obeta nekaj čez 23% podpora, skupno se obeta levici približno 29%, desnici pa 46%. Med drugimi strankami bi le gibanje 5 zvezd Giuseppeja Grilla preseglo 10% prag, oziroma 10%. Je pa še vedno okoli 30% neodločenih, morda se med neodločenimi skriva presenečenje. Po predhodnih izračunih parlamentarnih sedežev, glede na način delitve sedežev, nekateri napovedujejo dvotretjinsko večino desnice v parlamentu. Italija je izjemno pomemben člen Evropske unije. Njen pomen se je povečal z odhodom Britanije iz Evropske unije. Italija je tretja največja ekonomija Evropske unije in eden ključnih stebrov Evropske unije njene stabilnosti. Italija je izjemno pomembna za Slovenijo, ne le z gospodarskega vidika, temveč tudi politično. Italija ni razčistila s svojo fašistično preteklostjo, še več. Stranka Bratje Italije, Giorgia Meloni, je na nek način naslednica nekdanje Almirantijeve, oziroma je prava naslednica nekdanje Almirantijeve MSI. V svojem grbu ohranja simbol, ki spominja na Mussolinijev fašistični simbol. Kaj se dogaja v Italiji, da se Italiji obeta takšen radikalen politični zasuk? Gre za nezadovoljstvo z obstoječim stanjem. Živijo državljani Italije slabše, kot so pred nekaj leti. Kako globoko je COVID zarezal v socialno državo? Kako daleč seže problematika nezakonitih migracij? Ker Evropa ne najde skupne rešitve za to vprašanje. Kaj pomeni predvidena zmaga desnice za Slovence v Italiji?
Sandor Tence je pred dobrim tednom v Primorskem dnevniku 4.9.22 analiziral odnos desnih strank do Slovencev in ugotavlja, da je sicer italijanska desnica v povojnem času doživela preobrazbo, ni pa spremenila svojega odklonilnega odnosa do slovenske narodne skupnosti. Tance pravi, da zgodba slovenske manjšine in Furlanije Julijske krajine je z tega vidika podobna zgodbi Južne Tirolske, kjer se desnica ni nikoli de facto sprijaznila z večjezičnostjo teh okolij. Torej, kaj si lahko obetajo Slovenci v Italiji, če bo prišlo do popolne zmage desnice? To je le nekaj zapažanj, predvsem pa vprašanj, ki se pojavljajo ob bližajočih se volitev in verjetnem političnem zasuku v Italiji. Bojan Brezigar, tržaški Slovenec, podpredsednik SDMO, kot sem že omenil, kot dolgotrajni novinar, publicist, urednik Primorskega dnevnika, pa tudi politik na občinski in regionalni ravni, je odličen poznavalec in analitik političnih razmerij v Italiji. Torej, Bojan Brezigar, beseda je tvoja. Hvala, jaz se opravičujem za zamudo, ki ni bila pač odvisna od mene, malo od prometa, veliko od vremena. Začel bi tako, da v Italiji pogosto pravijo, da je politika umetnost. Umetnost možnega. In če to združim z nekim načelom, ki mi ga je pred dolgimi leti dal moj profesor zgodovine umetnosti, August Černigoj, ki je vedno trdil, da umetnosti ne gre razumeti, ampak jo je treba občudovati. In to po svoje velja tudi za italijansko politiko. Italijanska politika je velika izjema. V Italiji danes pojmovanja desnice in levice so, kako bi rekli, fleksibilna. Toliko je res, da smo od volitev, ki so bila leta 2018, imeli 3 vlade, kar je poprečje normalno italijansko. Italija je imela od druge svetovne vojne 52 ali 55 vlad, to je pač norma. Ampak tokrat smo imeli 3 zelo različne vlade. Prva vlada je bila izrazito populistična. Gibanje 5 zvezd, ki bi jim lahko načelno rekli levi populisti, in Liga, ki bi lahko rekli desni populisti, sta naredili koalicijo. Gibanje 5 zvezd je imelo na volitvah 32% govorimo o letu 18, Liga jih je imela približno 15-16 in skupaj sta te 2 stranki oblikovali večino in ste imeli dovolj glasov v parlamentu. Ta vlada je trajala leto dni. Zakaj je trajala leto dni? Ker so bile leta 2019 evropske volitve. In na evropskih volitvah je 30% dobila Liga in 15% dobilo Gibanje 5 zvezd. In takrat je voditelj Lige Salvini v bistvu razbil koalicijo in hotel na volitve, ker bi tako on bil prva stranka in bi enostavno on prevzel vlado, kakršnakoli bi pač bila. To možnost je preprečil Matteo Renzi. Renzi je enfant terrible italijanske politike. Bil je župan Firenze, bil je predsednik demokratske stranke, ki velja seveda za levičarsko, ampak geneza Mattea Renzija je krščanska demokracija. Njegov oče je bil krščansko-demokratski veljak v svoji občini, ki je tam blizu Firenze. On je preprečil, ker je rekel, da ne moremo podariti Italije Ligi, desnici. In je prepričal
oziroma je prisilil demokratsko stranko, da se je povezala z gibanjem 5 zvezd. In to je bila potem levičarska vlada, v razliko od prejšnje, ki je bila pol leva, pol desna. Ampak ta vlada je dejansko životarila in je izgubljala, veste, v italijanskem parlamentu je navada, da poslanci preskakujejo z ene stranke na drugo. To ni samo v italijanskem parlamentu, ampak v italijanskem parlamentu je v zadnjem mandatu menda 170 poslancev preskočilo z ene stranke na drugo. Tako da je to pač neka ustaljena praksa, recimo in tako, ne. Tudi zato, ker je v ustavi jasno zapisano, da poslanec, ko je izvoljen, odgovarja samo svoji vesti in ni več vezan na stranko, ki ga je kandidirala, ne. Vmes je prišla še pandemija in to je seveda povzročalo velike težave. Italija, mislim, vsi se spominjate tistih krst iz Bergama, ki so jih vozili z vojaškimi tovornjaki v nočnih urah, da ljudje tega ne bi videli. In tako da v bistvu ta vlada je imela velike težave in ni bila kos svoji nalogi. In tako je ob koncu leta 2021 spet Renzi sprožil krizo. Sprožil je krizo zato, ker je pač ocenil, da ni mogoče več zaupati gibanju 5 zvezd. Dejansko je bilo že vse pripravljeno, vmes ne smemo pozabiti, da so bile predsedniške volitve predsednika republike, oziroma tiste so prišle, so bile napovedane v tistem času in politično ozračje je bilo precej napeto. Renzi je sprožil krizo, ampak je imel že v rokavu pripravljeno kandidaturo Marija Draghija, ki je bila nekje njegov načrt, da spet prevzame neko vlogo v politiki, kjer je bil do tistega trenutka precej odrinjen. Demokratska stranka je medtem zamenjala sekretarja in po tej krizi ga je še enkrat zamenjala, tako da je to zdaj Enrico Letta. In tako je nastala tretja vlada, v kateri so bile zastopane nominalno, bom povedal, kaj to pomeni, vse stranke, razen bratov Italije, razen skrajno desne, ki se je odločila, da ostane v opoziciji. Nominalno pomeni, da so imele stranke marginalne resorje, medtem ko je za ključne resorje Draghi izbral svoje ljudi, ki niso bili politiki, ampak so bili taki ali drugačni strokovnjaki. V glavnem dobri strokovnjaki. In tako se je zgodilo, da je postala stranka Bratje Italije edina opozicijska stranka. To je seveda v njenem taboru, v desnici, prineslo veliko, kajti v desnici volivci, predvsem volivci Lige, se s to rešitvijo niso strinjali. Zdaj v Ligi je treba povedati, da je treba to stranko razdeliti na dva dela. Nastala je na severu Italije in nastala je kot stranka podjetnikov. Mislim, Italija je znana po tem, da ima ogromno malih podjetij. In ti ljudje so občutili neko potrebo, da se okrepijo svoje strukture in da se med seboj povežejo. In to je takrat izkoristil Bossi, ki je ustanovil Ligo. Najprej so ustanovili sicer v Venetu, Bossi je prišel potem, in ta stranka je postala prva stranka v severni Italiji. Ko je to Ligo prevzel Salvini, se mu je zahotelo, da bi to stranko
prenesel na vso Italijo. Ampak tista baza, ekonomska baza, obstaja samo na severu. In on je šel na italijansko politično areno s izrazito populističnimi parolami. Proti priseljencem, najprej so Italijani, proti Evropski uniji, v začetku celo proti evru, in s tem na ta način si je pridobil neko dobro število glasov in tudi potem 33% na evropskih volitvah. Ko je Liga vstopila v vlado in je Melonijeva s svojo desnico ostala edina stranka v opoziciji, so tisti ljudje, ki so bili kakorkoli proti vladi, iz katerihkoli razlogov proti vladi, se odločili za edino opozicijsko stranko, ki je bila tista na desni. In tako je v nekaj mesecih stranka Bratje Italije prehitela Ligo in ima danes približno po rejtingih 24-25% glasov, medtem ko Liga je padla na 12 ali celo na 11%. To je stanje, v katerem je potem najprej gibanje 5 zvezd, ki je v rejtingu padlo pod 8%, in potem medtem je bila en velik razkol v gibanju 5 zvezd. Ena skupina 60 parlamentarcev z zunanjim ministrom Di Majom na čelu je izstopila iz stranke in ustanovila svojo poslansko skupino in v senatu tudi svojo. Torej je bilo 50 poslancev in 10 senatorjev. In medtem ko je ostal vodja gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte, ki je bil predsednik prvih 2 vlad v prejšnjem mandatu, ne parlamentarec, ker on je bil povlečen iz klobuka v trenutku, ko se Liga in gibanje 5 zvezd takoj po volitvah nista mogli dogovoriti o tem, kdo bo predsednik vlade. In dobili so nekega zunanjega, ki je bil blizu gibanju 5 zvezd, ampak ni bil kandidat in ni bil izvoljen. No, in tako smo prišli do trenutka, ko je gibanje 5 zvezd odreklo zaupnico Draghi vladi, ko je postavil na glasovanje nek odlok, ki je imel celo vrsto ukrepov, ampak oni so bili proti upepeljevalniku, torej zažigalnici smeti v Rimu. Tukaj so imeli pač svoje račune, zato ker prejšnja županja, rimska županja je pripadala gibanju 5 zvezd in je imela oster boj proti tej zažigalnici smeti, medtem ko je bil nov župan iz demokratske stranke, tak je zdaj župan, jo je na volitvah premagal in potem to vprašanje spet prišlo na dnevni red in oni so pač zato glasovali proti zaupnici. To sta izkoristila Salvini in Berlusconi. Berlusconi ima svoje leta in tudi izpade kot precej ostarel gospod. To sta izkoristila Salvini in Berlusconi, da sta prav tako se vzdržala ob zaupnici, in čeprav je Draghi formalno prejel zaupnico, ker vzdržani glasovi se ne štejejo, in edini, ki so bili proti, so bili pač glasovi gibanja 5 zvezd, je vendar Draghi odstopil, zato ker je rekel, da on v te igre se ne gre. In Mattarella je razpisal volitve in tako smo prišli do volitev. Zdaj treba malo razložiti ta italijanski volilni sistem. Oblikovan je bil na načelu, da obstajata 2 tabora. Da se stranke v levem taboru povežejo in da se stranke v desnem taboru povežejo in potem pač nekdo zmaga. In ta volilni sistem predvideva, da je tretjina poslancev in tretjina senatorjev izvoljena na enomandatnem sistemu. Se pravi, kdor je prvi, je izvoljen. Angleški sistem. 2/3 po proporčnem sistemu
v trenutku, ko ni dveh taborov, ampak je več taborov, ta način propade, ker dejansko ti okoristi samo ta velike in eno tretjino članov parlamenta zagotovi velikim strankam. Zdaj, zgodilo se je, da je desna sredina, Berlusconi, Salvini in Melonijeva, se povezala in sestavlja enotni tabor. In se pač določila, kdo ima svoje kandidate v enomandatnem sistemu, za tisti ostali 2/3 nastopajo vse 3 stranke ločeno. Ampak za enomandatni sistem se seštevajo glasovi in oni imajo približno 45–47% po zadnjih javnomnenjskih raziskavah. Bi opozoril, da zadnje 2 tedne niso dovoljene javnomnenjske raziskave. Stranke jih verjetno delajo, ampak od prejšnje nedelje se ne smejo objavljati več. Na levici so bile velike težave. Na levici je, po moji oceni, Letta, ki je lider Demokratske stranke, naredil nekaj hudih napak. In prva huda napaka je bila v tem, da je odpovedal kakršnokoli sodelovanje z gibanjem 5 zvezd. Rekel je pač, da v trenutku, ko je gibanje 5 zvezd odpovedalo zaupnico Dragiju, da on se z njimi ne pogovarja več. In gibanje 5 zvezd je bilo prisiljeno nastopati samo. Potem se je začel povezovati z drugimi, ostala mu je neka manjša skrajna levica in zeleni, ki so še zmeraj v koaliciji, medtem ko mu ni uspelo povezati v koalicijo kako naj rečemo, stranko, ki se imenuje Azione, ki jo vodi Carlo Calenda. Carlo Calenda je evropski poslanec, bil je izvoljen na listi Demokratske stranke, ampak ni član stranke. On je samostojno nastopal na volitvah za rimskega župana, kjer je dobil 20% glasov, kar je seveda veliko, in ni bil izvoljen, jasno. Je pa človek, kako naj rečem, liberalne sredine. In se je zdaj povezal z Renzijem. To se pravi, da če poenostavim, na desni strani imamo en tabor, kjer ljudje prekrižajo pač in to velja skupni glas 47%. Na levi, kjer bi bil seštevek približno 45%, kar pomeni, da je vse odprto, ker tudi enomandatni, Emilia Romagna je bolj rdeča, Toskana je bolj rdeča, nekatere države so bolj rdeče, druge so bolj črne, in kjer so obstajale velike možnosti. Na drugi strani pa so 3 tabori dejansko in glasovi se ne seštevajo. Tako da problem je v volilnem sistemu, kjer število izvoljenih v parlamentu ne bo odražalo dejanskega stanja, proporčnega stanja posameznih strank. Zdaj, desna sredina nastopa formalno enotno. Desna sredina je na smrt skregana med sabo. Tako da je Melonijeva včeraj obtožila Salvinija, da vodi volilno kampanjo proti njej, namesto da bi vodil volilno kampanjo proti levici. Kaj se dogaja tam? Salvini izgublja glasove, Berlusconi sploh izgublja glasove, in tam seveda, ker so volilne kampanje take, kakršne so, nekateri obljubljajo vse, kar je mogoče obljubiti, medtem ko se Melonijeva po svoje zaveda, da bo ona, če bo predsednica vlade, se morala soočiti s temi stvarmi. Tako, da dam nekaj primerov. Berlusconi je prišel na televizijo in je rekel, da on predlaga enotno davčno stopnjo na 23%.
Naslednji dan je prišel Salvini na televizijo in je rekel, da on pa predlaga enotno davčno stopnjo na 15%. In potem Melonijeva na te predloge je rekla, da opozarja svoje partnerje, naj ne postavljajo zahtev, ki jih potem ne bo mogoče uresničiti. Italija je najbolj zadolžena država v Evropski uniji. Ne vem, če je najbolj zadolžena prav v Evropski uniji, ne vem, kako je z Baltiji, s kakšnimi, ne vem, Bolgarijami, ne vem. Ampak v zahodni Evropi gotovo najbolj zadolžena. 184% BDP-ja znašajo italijanski dolgovi. To se pravi, da bi lahko državo zaprli, da vsi 2 leti delamo zastoj, ne dobimo plače, zato da država pride na nulo, ne da pride na pozitivno. Je pa res, da je Draghi uspelo povečati BDP na prebivalca, malo nekoliko izboljšati stanje. In zdaj Salvini zahteva od predvčerajšnjim 30 milijard evrov pomoči zaradi dražitve energentov. In seveda Melonijeva je proti, ker potem naslednja vlada bo morala to plačevati ali to reševati. In zdaj, če ona računa, da bi lahko bila na vladi 5 let, seveda in to povzroča velike težave. Ne? Tako da tu so prvi spori znotraj koalicije. 30 milijard EU-ja. 30 milijard evrov, da bi Italija, da bi Italija se zadolžila za dodatnih 30 milijard evrov, zato da bi dala ljudem in podjetjem neko subvencijo. Ne? Medtem ko je Italija že vložila 17 milijard za delno razbremenitev položnic. Ne? To je bilo že narejeno. Ne? Zdaj, ta vprašanja so seveda vsak dan prisotna na terenu. In potem je vprašanje Ukrajine. Italija, kot vse zahodnoevropske države, podpira seveda Ukrajino. Ne vem, če pošilja kaj orožje. Tudi če bi poslala na italijansko orožje, ker sem bil v italijanske vojske, se ne bi posebej zanašal. Ne? Ampak dejansko Italija, Draghi, podpira Ukrajino, vlada podpira Ukrajino, parlament podpira Ukrajino. Je pa res, da imata Berlusconi in Salvini zelo tesne stike z Rusijo. Berlusconi in Putin sta osebna prijatelja. Putin je bil na počitnicah v Berlusconijevi vili na Sardiniji, ne samo enkrat. Berlusconi je Putina pripeljal na vrh zveze NATO, ki je bil vrh zveze NATO v Italiji. Je menilo že nekaj let, Berlusconi bo takrat predsednik vlade. Ampak to prijateljstvo ni nikoli menilo. Salvini pa ima celo vrsto problemov, zato ker Salvini je bil tudi v Moskvi, je bil tudi srečal Putina in je rekel, da on bi dal 3 materiale za pol Putina. Mislim, take izjave, ki en politik si jih ne bi smel privoščiti, ne, še zlasti, ko gre za predsednika njegove države. In je takrat prišla na dan ena afera, ko so se dogajali o nekih biznisih, da bi z nekimi podjetji sofinancirali Salvinijevo stranko. Zdaj, v času najhujše krize za Ukrajino, pa je Salvini naročil vozovnice za potovanje v Moskvo in te vozovnice je plačalo rusko veleposlaništvo v Italiji. Ko je prišlo to na dan, je moral Salvini seveda priklicati in potem na potovanje v Moskvo ni šel. Ne? Je pa od včeraj glavna afera, ki je prišla iz Združenih držav Amerike, ko je Blinken napovedal, izjavil, da je Rusija s 300 milijoni, ne vem če dolarjev ali evrov, to je isto, s 300 milijoni recimo dolarjev
vplivala oziroma podpirala stranke v raznih državah, ki so zato, da bi zmagale na volitvah, zato, da bi se uveljavile na volitvah. Ne? In tu ne smemo pozabiti, da je Medvedev pred 2 tednoma približno pozval italijanske volivce, naj glasujejo proti vladi, zato ker ta vlada pač premočno podpira Ukrajino in je, da je protiruska. Tako da tukaj se te stvari prepletajo in potem ostane politika, ki jo ima Melonijeva in ki je seveda politika. Ne? Potem, mislim, to so biznisi, drugo pa je politika. Ne? Melonija govori o splavu, pravi, da je treba za ženske dobiti ponuditi drugačne rešitve ženskam. Ne? Pravi, da družino predstavljata oče, mati in otroci, in afera teh dni je Pujsa Pepa, ker zahtevala, da se ukine predvajanje Pujse Pepe na, jaz moram reči, da tega programa ne gledam in torej ga ne poznam, ampak zato, ker meni, da je tam nekdo, ne vem, če je Pujsek ali Konjiček ali kaj, ki ima 2 mami. In da potem se to povzroča zmedo otrokom. In potem je seveda vprašanje priseljencev, kjer pravi, da je treba doseči dogovor z severnoafriškimi državami, da ne bojo hoteli več v Italijo, kar je seveda blef, zato ker tam vemo, da prihajajo preko Libije in Libija je, kar je in tega se ne more ustaviti. Ne? Zdaj tudi Salvini je priložil lonček k temu, ne? Pri Berlusconijevi stranki Tajani, ki je njegov lider, je malček bolj previden pri teh stvareh. Tajani je bil predsednik Evropskega parlamenta, malo ima še tega bremena, bil je zelo slab predsednik Evropskega parlamenta, med drugim. Ne? Tako da tukaj so ti problemi v desnem taboru, zaradi česar jaz si upam napovedati, da bo Italija imela verjetno desno vlado, ampak da ta vlada ne bo trajala dolgo. O prvi priložnosti, mislim, povprečje trajanja vlade je leto in 3 mesece, leto in 4 mesece, to bo pač v skladu s svojim povprečjem, verjetno, no, ampak ker je to tradicija. In to se ne bo zgodilo zaradi opozicije, to se bo zgodilo zaradi vlade. Zdaj, kar zadeva levi tabor, meni je žal, meni je Enrico Letta zelo simpatičen, je zelo sposoben, ampak mislim, da kot politik ni bil kos svoji nalogi. On bi moral povezati to levo sredino in jo na kakšen način prisiliti vse stranke, da se povežejo in da v volilno zavezništvo, kar ne pomeni, da bojo potem skupaj naredili vlado, ampak v bistvu, da preprečijo, da dobi desnica, da zmaga desnica oziroma da dobi desnica dvotretjinsko večino. Zakaj se govori o dvotretjinski večini? Ker italijanska ustava določa, da lahko ustavo spremeniš z nekim postopkom, ki predvideva dvokratno glasovanje v obeh vejah parlamenta na razdaljo najmanj 6 mesecev. Se pravi, mora poslanska zbornica, senat ali obratno in čez 6 mesecev mora isto besedilo še enkrat odobriti, tako poslanska zbornica kot senat, 4 branja. Ampak, če je to sprejeto z dvotretjinsko večino pri vseh glasovanjih, je to dokončno. Če pa ni dvotretjinske večine, je možnost referenduma, ki jo lahko sproži ali ne vem koliko, 5 predsednikov dežel ali 10 predsednikov dežel ali 500 000 prebivalcev ali eno določeno število poslancev in senatorjev, 30, 40, ne zelo veliko število poslancev in senatorjev. Tako da, če ni dvotretjinske večine,
bi se lahko potem z referendumom tisto odločitev parlamenta razveljavi, kar se je zgodilo z Rencijevim referendumom, zaradi česar je potem Renzi odstopil. Zakaj je to tako važno? Zato, ker Melonijeva napoveduje, da ona želi spremeniti Italijo v predsedniško republiko. In ni jasno, če to po francoskem modelu, če po ameriškem modelu, če bo predsednik republike, ampak hoče spremeniti Italijo v predsedniško republiko, da nekdo je izvoljen in tisti vlada 5 let. Direktno volitev predsednika, ali predsednika vlade in predsednik republike je simbolna osebnost, ali predsednika republike, ki ima drugačna pooblastila kot recimo v Franciji. In to pomeni, da je konec v bistvu neke demokracije v Italiji, kakršna je bila narejena leta 1945, zato da naj bi prišel spet na površje nek Mussolini ali kaj podobnega. S tem se strinjata Salvini in Berlusconi. Berlusconi celo pravi, da če je sprejeta ta ustava, da bi moral takoj Mattarella odstopiti in da bi morale biti nove volitve, potem se je popravil, ker je razumel, da ljudje imajo Mattarello radi in da to ne bi posebej. Ja, veste, tako je, tu se reče, tudi oni so krvavi pod kožo. Evo, to je približno stanje, v katerem se danes nahaja Italija. In kaj mislijo ljudje o tem? Ljudje o tem mislijo sledeče. En zelo kratek stavek. Mrzla zima je vroča tema. Položnice. Zdaj, verjetno je res, da nekateri obrati so bili pred enim letom okrnjeni zaradi pandemije, ampak danes dajo ljudje v izložbe položnico lanskega, recimo junija, lanskega leta, julija letošnjega leta. Ponekod je položnica 10-kratna. Torej, nekdo je doplačal 1200 evrov in zdaj ima 10.000 ali 11.000 evrov za elektriko ali za plin ali karkoli. To seveda močno prizadeva predvsem tista podjetja, ki so veliki porabi energentov, govorijo zelo o keramiki. Italija je domovina keramičnih ploščic in to je ena cela regija, Emilia Romagna, ki se ukvarja s tem. In to je velik porabnik elektrike. Steklarstvo, pomislimo Murano, v Benetkah in tako naprej, so veliki porabniki energije. Tako da to je velik problem in seveda velik problem družin, tudi zato, ker Italija ob vsem, ko rase, ko se je povečalo zaposlovanje, ko se je povečalo, ko se je izboljšalo dejansko stanje, dejanski status v državi, se plače 4 leta niso spremenile in niso dvignile. Toliko je res, da leta je naredil veliko neumnosti. Prva neumnost, ki je naredil, je takoj napovedal, da je treba bogatim, samo to veste, bogatim zelo relativno, dvigniti davek na nepremičnine. Ne moreš iti v volilno kampanjo s tem, da rečeš ljudem, boste plačali več davkov. To se zgodi potem, Ampak nisem še nikjer videl, da bi se kaj takega dogajalo. Ampak ena stvar, ki je pa pametna, recimo, Demokratska stranka je zdaj končno pristala na to, da se določi minimalna plača. Minimalna plača, ki naj bi bila, 7 ali 9 evrov na uro, saj ni važno koliko. 9 evrov na uro, ker v Italiji ni minimalne plače. Zakaj ni minimalne plače? Zato, ker so bili proti temu predvsem sindikati, ker so hoteli korporativno reševati te stvari. Na sindikalni ravni, vsak sektor posebej, vsako podjetje posebej in so imeli, govorim o 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je Italija rasla, ko je bil velik gospodarski boom in takrat so pač dobili sindikati nek monopol
nad tem, da se določajo dogovori med državo in delavci. Zdaj, mislim, so v glavnem pristali na to, ker razumejo, da vsi ti novi poklici, ti ljudje, ki prenašajo hrano po mestih in cela vrsta ljudi, tisti, ki dajejo ležalnike na plažah, da je treba na kakšen način tem ljudem pomagati in določiti neko minimalno plačo, da bojo lahko vsaj dostojno živeli. Ne? Veste, so ljudje, ki prejemajo 300 evrov na mesec v Italiji, ne? 400 evrov na mesec. In nekateri živijo v suženjskih pogojih, še zlasti priseljenci. Ne samo na jugu, tudi v srednji Italiji, tisti, ki pobirajo zelenjavo, lubenice in to so v glavnem delavci, ki prihajajo z Indije, niso begunci, to so delavci, ki pridejo sem in Bangladeša. Z Bangladeša je ogromno pri nas, v Tržiču, v ladjedelnici, ja, pri nas je ogromno. Ampak ti pobiralci so v srednji Italiji, so predvsem z Indije in Pakistana. Tako, to je stanje. Zdaj pa predsednik Šetinski je vedno zelo marljiv, mi je poslal še nekaj iztočnic, ki se jih je spustil za konc, tako da odgovorim na te iztočnice, ker se mi zdijo zelo funkcionalne in zelo primirne za to razpravo. Prvo, če se obeta popoln pomik na desno, na primer dvotretjinska večina v parlamentu. Jaz bi rekel, da ne smemo pozabiti, da je Italija desna država. Italija ni bila nikoli levičarska država. Italijo je od leta 1948, ko so bile prve volitve, tiste volitve, ki so bile prelomne, zaradi katerih je potem Trst pripadal Italiji, kajti Američani so si takrat in Anglo-Američani so se takrat zagotovili svobodno tržaško ozemlje, če bi Italija postala komunistična država, da bi imeli vojaško bazo v Trstu in že takrat je bila močna vojaška baza angleška in predvsem ameriška v Trstu. In leta 1948 so bile tiste odločilne volitve, ko je krščanska demokracija premagala skupno levico, socialisti in komunisti. Potem ni bilo nikoli več to vprašljivo do konca Prve republike leta 1991, ker so socialisti počasi se povezali s krščansko demokracijo in začeli te levo-sredinske vlade, ki so bile dolga leta tudi zelo učinkovite. Torej, če se obeta popoln premik na desno, jaz tega ne bi rekel, jaz bi rekel bolj, da bo Italija pač desno ohranila to podobo desne države, ki jo je zgodovinsko imela, nažalost. Če bo dvotretjinska večina v parlamentu, to pa je, gremo na glas, veste, gremo na enega, dva poslanca ali senatorja, ki bi lahko bila na eni strani ali na drugi, in to je bila vsa stava Renzija in Calende, da predstavita svojo listo, ki je sredinska lista in ki je močno v polemiki predvsem z demokratsko stranko, zato ker bi lahko ta lista, toliko je res, da ta lista si je dobila dve ministrici, ki sta prišli od Berlusconija, da bi ta lista črpala predvsem iz tiste sredine, ki je volila Berlusconija, ki je sredinska, severna, pa ne samo severna. Oni so si od začetka zastavili cilj, da bi bili jeziček na tehtnici. In njihov namen je, da če bi se to zgodilo, da bi celotnemu levemu taboru rekli, dragi prijatelji, dragi ostane predsednik vlade. In desnica gre v opozicijo.
to je njihov cilj. Mislim, da bo zelo težko je pa res, da zdaj, ko so se oni prijavili, prej so imeli 3%, zdaj jim kažejo 7-8%, in zanimivo, tudi gibanje 5 zvezd je naraslo na 12-13%, medtem ko prej je imelo tudi 7, 8, 10 največ. Ne? Tako da v bistvu nekaj se premika tudi na levici, predvsem verjetno z ljudmi, ki morda drugače ne bi šli voliti. Ampak ta Melonijeva marsikomu ni všeč, predvsem zaradi njene preteklosti in predvsem zaradi tistega znaka, ki sicer ni fašistični znak, ampak je postfašistični znak, tisti, ki je imel almirante od konca druge svetovne vojne na svoji listi. Drugo vprašanje, kaj si obetajo državljani Italije, da podpirajo desničarje? Kako razmišljajo državljani? Državljani razmišljajo tako, da mrzla zima je vroča tema. To je danes edini resni problem v Italiji. Torej položnice in to, kar spada zraven. Ta kriza, ki zajema podjetje, zato ker če podjetje nima denarja za energente, mora zapreti, potem tisti ljudje ostanejo na cesti in morajo dobiti državno subvencijo, ki je seveda dosti nižja od plače in tako naprej. Kaj to pomeni za razmerje v Italiji med regijami in sever-jug? Jaz mislim, da tukaj ne bo velikih problemov. Da je Italija precej uravnotežena. Tudi kar zadeva to razdalja med severim in jugom, se je bistveno zmanjšala v zadnjih 20 letih, 15-20 letih. S tem, da seveda razlike obstajajo, ampak sever je izvozil malo proizvodnje, malo drugačnega miselnosti in jug je izvozil mafijo tudi na sever. Tako da je to precej uravnoteženo. Je pa res, da obstaja tukaj en predlog, pri katerem vztraja Salvini, da bi dali večjo avtonomijo regijam, ampak po izkušnjah iz časa Berlusconija je bilo že pokazano, da večja avtonomija regijam pomeni samo večjo zmedo in da ljudje še zmeraj se zanašajo na Rim. Je pričakovati spremembe v zunanji politiki, na primer do vojne v Ukrajini? Z besedami ne. Z besedami absolutno ne. Vsi pravijo, da je treba podpirati Ukrajino, da je Rusija agresor. Edino ta skupina, ki je na skrajni levici, je proti agresiji, ampak tudi proti pošiljanju orožja. To se lahko spremeni. Je pa šla Melonijeva tudi v Združene države Amerike, tudi v Washington, kjer so jo celo sprejeli, ne na najvišji ravni seveda, ampak kjer je zagotovila vso podporo Združenim državam Amerike. Veste, tukaj je tudi neka tradicija. Če vi greste brati Kissingerjeve spomine leta Bele hiše, boste tam našli eno dolgo poglavje o Evropi. In v tem dolgem poglavju je tudi en odstavek, ki zadeva Italijo, ko je prišel Aldo Moro, ki je bil zunanji minister takrat, če ni bil celo predsednik vlade, mislim, da je bil takrat zunanji minister, k Kissingerju. In Kissinger ga tako nekako opisuje, bom strnil. Pravi gospod državni sekretar, pravi Moro, jaz vas zagotavljam, da Italija je bila, je in bo vedno največji zaveznik Združenih držav Amerike. Na kar pravi Kissinger, jaz sem mu začel razlagati našo politiko in kar naenkrat sem opazil, da je Moro zadremal. Očitno je povedal vse, kar je imel zapovedati. Tako da jaz mislim, da Italija predvsem politike do Združenih držav ne bo spremenila. Bojo pa seveda pritiski na Evropsko unijo, ker Melonija je v skupini z Orbanom, tega ne smemo pozabiti. In mislim, da je Salvini v skupini z Le Penovo v Evropskem parlamentu. Skratka, 2 od 3 strank, in tretja je Berlusconijeva, je najmanjša, 2 od 3 strank sta v Evropskem parlamentu v opoziciji
glede na sedanjo Evropsko komisijo. Ne. Tako da, kaj to pomeni za EU? Italija sama si ne bo upala niti tako daleč, kot si upa Orban. Bodimo resni, ne? Italija rabi denar Bruslja in ta denar prihaja in Italija zmeraj pravijo tengo familija, imam družino. Ne? Tako da to je ena stvar, ki za EU ne vidi. Ampak seveda, če se da je recimo šla na desno Švedska, ne? Poljska je že na desnem, ne? In ko je šel Salvini na Poljsko na mejo dajati podporo Ukrajini, prvič, ne, to je malo po izbruhu vojne, je tisti župan tiste poljske občine na Hrulu, ne, da on, ki je prijatelj od Putina, nima kaj iskati. Ne? Mislim, tako da ampak če se zdaj, Španija bo imela volitve čez 2 leti. Tam napovedujejo vsi, jaz se pravkar vračam z Barcelone, vsi mi napoveduje, da bo zmagala PP in Vox, da bo to naslednja vlada v Španiji. Da je Melonijeva v Italiji, da je Poljska, da je Švedska, da je Madžarska in potem še kaj zraven, ne? Tudi baltske države niso zelo daleč. Ne? Tako da to bi lahko bil problem za Evropsko unijo, ampak to, da bi samo Italija nekaj naredila. Ne? Italija ni bila sposobna niti narediti najbolj enostavne stvari, ki sem jo jaz pričakoval. Ko je izbruhnila ukrajinska kriza in ko so prihajali begunci iz Ukrajine, bi morala Italija prvo stvar doseči v Evropski uniji, da bi razveljavili Dublinsko pogodbo, ki določa, da begunec ima pravico do azila v tisti državi, v katero najprej pride. Ne? Namesto tega smo lepo sprejemali vsi begunce in ko pa prihajajo ti Severne Afrike v Italijo, pa jih nihče noče vzeti, ker pravi, Dublinska pogodba določa, da so vaši in da jih morate vi držati. Ne? Niti tega ni Italija naredila, dosegla od Evropske unije. Kaj pomeni zmaga desnice za migracije iz Afrike in drugih območij? Ja, to je velik problem. To je velik problem. To je sploh velik problem. Salvini pravi, da bo on zaprl pristanišča, ne? Tako kot je naredil takrat in se mu ni obrestovalo. Ne? Oziroma se mu je obrestovalo, da je zmagal na evropskih volitvah, ampak potem so ga spravili v opozicijo. Melonijeva pravi, da bo treba doseči dogovor s temi državami. Prav v redu. Čestitam in pričakujem dogovor. Ne? Ali lahko zmaga desnice poslabša, izboljša položaj Slovencev v Italiji? Zdaj si izboljša, bi jaz spustil. Tako je. Zdaj položaj slovenske manjšine v Italiji je določen z zakonom. Zakonom in zdaj dajmo tu razlikovati. Ne? Recimo slovenske šole ostanejo. Recimo financiranje za glavne stvari, radio, televizijo, Primorski dnevnik, gledališče, po moje ostanejo. Ne? Tisto, kar bo manjkalo, kar bo lahko težje, so ta majhne stvari, dvojezični napisi, s tem, da greš v eno pisarno, da govoriš slovensko, da te ljudje grdo gledajo, če govoriš slovensko. Danes, ko sem jaz hodil v šole, zmeraj povem, sem imel 10 let, sem moral iti v nižjo srednjo šolo, to bi bili po vaše zadnje 3 leta, 8 letke, 9 letke. Sem imel 10 let, sem moral z vlakom v Trst in potem sem prečkal celo mesto in tam je bila naša šola pri Svetem Jakobu. Ne se spomniš, ti si hodil tudi v tisto šolo. Takrat mi smo se
šepetaje pogovarjali med sabo na ulici, ker še ne smo se bali, da nas pretepejo. To je bilo ozračje. Ne? Danes tega ni več. Danes Trsto mirno lahko govori slovensko, nihče se ne bo obrnil za tabo. Ne? Take stvari se lahko poslabšajo. Ne? Torej, občutek, človeški odnos do manjšine se lahko poslabša, če pridejo ti ljudje spet na oblast. In zadnje vprašanje je morda ogrožena vrnitev Narodnega doma v Trstu. Torej, vrnitev Narodnega doma je podpisana. Ta podpis je urejen, je zakonsko zadeva urejena, Narodni dom ostane tam, dokler Narodni dom bo operativno v rokah Slovencev, ko gre ven univerza. In za univerzo je treba zgraditi nov sedež, ki pa ga univerza hoče. Univerza noče imeti več tam sedeža, imajo že novo destinacijo, ki je treba jo preurediti. Ne? Zdaj, to se lahko malo zavleče ali ne zavleče, ampak načelno jaz mislim, da vrnitev Narodnega doma ni ogrožena. Je pa, če sem lahko polemičen tudi v odnosu do manjšine, je pa res, da manjšina še ne ve, kaj bo počela z Narodnim domom. In s tem bi zaključil. Ja, hvala. Zakaj govorim to? Zato, ker Narodni dom je biser secesije. Obstajajo vsi izvirni načrti Maxa Fabianija in to je bila najlepša stavba v Trstu. Zato so jo tudi zažgali, ne zato, ker je bo tam banka in hotel. Ne? To je bila najlepša stavba v Trstu. In to obnoviti tako, kot je bilo, stane ogromno denarja, ampak manjšina danes si predstavlja, da bojo tam imeli pisarne, razne organizacije in tako naprej. To sem rekel, da manjšina ne ve, kaj bi s tem počela. Ja, najlepše hvala za zelo izčrpno predstavitev razmer v naši največji sosedi. Seveda, morda bi veljalo še kako besedo reči, ali bo Slovenija lahko komunicirala s to vlado v Rimu na podoben način kot doslej. Mislim, da so se nekaj stvari zelo pozitivno premaknile v zadnjih letih. Kako bo pa s tem, glede na to, kar sem prej, ko sem citiral Tanceta, pravi tako v Trstu in Furlaniji, Julijski krajini, sta se proti vračanju Narodnega doma angažirala deželni svetnik Claudio Giacomelli in deželni odbornik Fabio Scocimaro. Ja. Scocimaro. Oba fašista, ja. Znana fašista. Giacomelli je bil predstavnik Almirantejeve stranke v deželnem svetu, ko sem bil jaz deželni svetnik. Oče. Ja. Tako da slednji je med podelitvijo častnega meščanstva Trsta slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju poskrbel za incident celo takrat, ko je popolnoma izven konteksta omenja napis Naš Tito na obronkih Sabotina. Skratka, Pahor je to preslišal, kar je bilo kar lepo diplomatsko dejanje. Stvari seveda vemo, da je Trst vedno, oziroma zadnja leta ponovno bil izvoljen Di Piazza za župana in v bistvu je desnica na oblasti tudi v Trstu in v FJK. Veste, Di Piazza je postal velik prijatelj ljubljanskega župana. Jaz sem Di Piazzo, Jaz sem Di Piazzo srečal, jaz ga dobro poznam, sem bil odgovorni urednik Primorskega dnevnika z županom, pa če imaš stike, ki jih imaš, nikaj, ne. Jaz sem ga srečal v preddverju Cankarjevega doma, ko je bil Muti z svojim orkestrom, je imel nek koncert. In jaz ga vidim tam, ki koraka in to je bilo, ne vem, 15 let nazaj, približno,
morda 20. No. Župan, kaj pa delaš ti? Pravi, sem prišel v Ljubljano, ker me je povabil župan, kako lepo mesto je Ljubljana. Sredo, nikoli nisi videl, ne, pravi, nikoli še nisem bil v Ljubljani. Tako da in potem ga je Janković prepričal, da je spravil Borisa Pahorja v gledališče Verdi. V Trstu so bila tri svetišča italijanstva. Županstvo, stolnica Katedrala Svetega Justa in gledališče Verdi. Tja Slovenci nismo imeli vstop, oziroma smo imeli vstop, ampak slovenska beseda, slovenska kultura, slovenska pesem, slovenska molitev niso imeli vstop. Zdaj, prvi je to stvar presekal škof Bellomi, ki so ga poslali, ki ga je Vatikan poslal v Trst po Ozinskem sporazumu in takrat tudi ustanovil samostojno koprsko škofijo in ločil. In Bellomi je ob prvi priložnosti priredil mašo v slovenščini v stolnici Svetega Justa. Na županstvu je stvar šla nekoliko bolj počasi. Jaz sem bil župan, to je moglo biti enega 84. leta, nekaj tazga, in mi takrat je ljubljanska občina vsako leto ob 8. februarju vabila vse slovenske župane na eno srečanje in potem na proslavo. Vse slovenske župane za mestva. Naše in tiste, ki so bili na Koroškem jih bilo malo. Pri nas je bilo takrat 7, se mi zdi. In potem enkrat smo se mi dogovorili, da bi pobudo za to je dal dolinski župan Edvin Švab, zelo znana osebnost. Me je poklical in rekel, če bi mi povabili gospo, ko se imenovala, je bila predsednica skupščine občine Ljubljana. Ne. Nuša Krševan. Če bi mi povabili to gospo Nušo Krševan k nam enkrat, da vrnemo obisk in da ji pokažemo nekaj naših občin, ja, se mi zdi zelo dobra ideja in je rekel, pa ti, ki imaš bliže, jaz sem imel krščanske demokrate v občinski večini, ne? Ti, ki imaš več stikov, bi vprašal župana Riketija, če bi on sprejel. Ne? In jaz sem mu telefoniral, sem rekel, poslušaj, bi ti sprejel to ljubljansko županijo? Pravi, zelo rad, in ponudim kavo v sosednji kavarni. In je ponudil kavo v sosednji kavarni. In dokler ni prišel ili na župansko mesto in je takoj povabil Rupla, ki je bil takrat ljubljanski župan, ne vem, če je bil, mislim, da je bil še takrat ljubljanski župan, in takrat je občinska mestna palača zgubila to oznako tempelj italijanstva. Medtem ko gledališče Verdi je moral priti Janković, ki je prepričal Di Piazzo, in Di Piazza je, ja, naredimo, je vse plačala Ljubljana, ker Di Piazza je trgovec. Di Piazza je dovolil, da se to naredi. In Janković je plačal vse stroške, ki so bili s tem povezani, tako da smo se na jasnem, da ni Di Piazza. Ampak od takrat naprej tudi v gledališču Verdi ni več takih problemov. Tako da kar zadeva ta odnos do Slovencev, je nekaj, ena bistvena razlika je nastala, odkar so na desnici ugotovili, da biti proti Slovencem ne prinaša več glasov. Enkrat si rekel, sem proti Slovencem in sem bila manifestacija na ulici. Enkrat si rekel, sem proti Slovencem, tvoja stvar, nekaj te nas briga. Ne? Tudi zato, ker je veliko Tržačanov, ne tisoče, nekaj desetin Tržačanov, tudi podjetnikov, ki živijo v Sloveniji, ki so kupili hišo na slovenski strani meje in se vozijo vsak dan v Trstu službo. In kar nekaj Slovencev, tudi iz Ljubljane, ki imajo stanovanja v Trstu in ki živijo v Trstu, ki niso manjšinci. V Gorici je tega še več. Ne? Tako da mislim, nekega
neke dodatne napetosti na račun manjšine, malenkosti bojo gotovo, ne, ampak neke dodatne napetosti jaz ne pričakujem. Prosim, vprašanja. Hvala lepa. Hvala za zelo izčrpno, res podatke, cel kup detalje, ali tudi zgodovine, vedno je dobro tole obnoviti. Zelo nekega volatilnost, fleksibilnost, to je precejšnja značilnost italijanske scene. Zelo konkretno čisto zanima, o tem pa nismo niti govorili. Gospa Meloni je imela pred nekaj leti pa nekaj procentov, ne, mislim, to je bila, ne, je to sposobna političarka? Kaj se o njej ve? Mogoče v tem smislu, ne, bi bila sposobna neko tako vlado in tudi fleksibilna, etc., ampak tako sposobna političarka je, kakšen je njen background, pa manj CV, to kakšen je njen CV in kakšen je njen background, točno ne vem. Ona je bila ministrica že v eni od Berlusconijih vlad in potem je ostala v politiki. Ona ni ustanoviteljica te stranke, ustanovitelj te stranke je Guido Crosetto, ki je nek podjetnik, ki je desničar, ampak je zelo resen in jaz mislim, da ona predvsem njega posluša. On nastopa tudi v imenu stranke, nastopa je dostikrat na televiziji, ne kandidira, ni aktiven v politiki, ampak je nekakšen duhovni oče. Zdaj, veste, glede na predsednike vlade, ki jih je imela Italija, jaz mislim, da Melonijeva ne bo najslabša. Ne? Imeli smo že zelo slabe predsednike vlade. Ne? Vprašanje je, na koga se bo obračala, ampak tako kot vodi volilno kampanjo in je pokazala, da se zna obnašati. Recimo, je imela eno zborovanje, bila na odru, je prišel nekdo k njej s to mavrično zastavo in mahati pod nosom, ne? In so prišli takoj varnostniki, da bi ga, je rekla, ne. Varnostnik je poslala proč in mu rekla, poslušajte, mi smo v demokraciji, vi mislite tako, jaz mislim drugače, se ne strinjava, ampak za demokracijo je to normalno. In mož je šel, se je umaknil. Mislim, nastop, ki ga ima, ona razume to, kar sem jaz opazil, razume publiko, ki jo ima pred sabo. In se prilagodi publiki z nastopom. Tako, ko je šla na volilno zborovanje Voxa v Španiji, je bila na hojladriji in kot da bi bil Mussolini, ki bi govoril. Ne? V Italiji nastopa drugače, ne? In obnaša se drugače. Ne vem, če je ona sposobna, ampak veste, pri teh stvareh nekaj je treba vedeti o Italiji. Ne? Italija je etablirana država. Če lahko eno anekdoto, če ima še čas. Jaz sem bil, ko sem delal v Rimu, mi je telefoniral enkrat Miroslav Košuta. Je bil direktor Tržaškega gledališča, je rekel, poslušaj, imamo velik problem, ministrstvo nam ni imenovalo revizorja in če ne imenuje revizorja, ne moramo odobriti lanske bilance in ne moramo zaprositi za prispevke letos. So pozabili. Na kar jaz pišem na ministrstvo in v kabinet ministra in tam se zmenim za sestanek, jutri, anekdotično rečem, jutri zjutraj sem rekel, če je prav opoldne, je rekel, ne, mi smo tukaj že ob 11. Ja, ampak potem ob 6 zvečerih še najdeš tam, ne, to je. Ne, in sem prišel in je rekel, ja, pogledal, kdo si je, res, mi je žal, smo pozabili, bomo takoj uredili. Sem rekel, in ker direktor mi je rekel, da če je potrebno, pride on v Rim se pogovoriti z ministrom. In ta gospod, ki je bil 1,70 m, ne, mislim, 20 cm manjši od mene, me je zviška pogledal od zgoraj navzdol in je rekel, ministri pridejo in grejo, mi pa ostanemo. Strukture v italijanski hierarhiji ostanejo. In ne moreš
pripeljati svojega prijatelja, bratranca ali zeta ali nekoga za šefa kabineta in tako naprej. Strukture ostanejo. To so vsi, temu se pravi državni svetniki. Državni svet je najvišja instanca upravnega sodstva in ti moraš imeti določene karakteristike za to, da zasedeš neko mesto. To se pravi, moraš biti zgrajen v neki ministrski, v neki državni strukturi, zato da lahko postaneš nekaj, da te lahko minister imenuje ali ministrica imenuje na neko mesto. In to se seveda pozna. Tako da dostikrat se je zgodilo, meni tudi se je zgodilo, da se pogovarjaš z ministrom, ki zelo prijeten pogovor, ampak potem, ko preideš k konkretni stvari, odgovoriš z uradnikom, ki bo ostal tudi potem. Toliko s slovensko manjšino se je ukvarjal na predsedstvu vlade nek gospod Fedele, mislim 30 let, dokler ni šel v penzijo. In potem so ga zamenjali, potem so imenovali nekoga drugega, ampak 30 let se je on ukvarjal izrecno s slovensko manjšino. Poznam človeka, ki na zunanjem ministrstvu se ukvarja izključno s Slovenci v Italiji in s Italijani v Sloveniji, ki ne bo nikoli postal veleposlanik nekje drugje, ki ne bo nikoli postal, ampak tisto je njegovo mesto in potem ne glede na to, kdo je minister, on bo napisal papirje, kaj je treba in kaj ni treba. Tako da ta etablirana struktura države je neka garancija, ne 100-odstotna seveda, ne 100-odstotna, ampak je vendarle neko jamstvo, kar sem jaz opazil, recimo, da v Sloveniji ne obstaja. V Sloveniji vsak minister, ki pride, niti v Angliji, ker je novi kralj odpustil 100 zaposlenih, ki so bili prej v njegovi rezidenci in danes so na cesti in so že manifestirali, se žalujejo za kraljico, ampak mi smo ostali na cesti. Bojo napisali spominje. Lepo prosim, še ime povejte. Slovensko društvo za mednarodne odnose Globalis. Moje vprašanje je dejansko vezano na neko širšo tematiko energetike. Eurointelligence News Briefing je poročal v preteklem oziroma v tem tednu o upočasnjevanju energetike v Nemčiji. To je vezano na podatke, da je zaradi 8-kratnika cene energentov se zapirajo podporni ceni nemške jeklarske industrije. V luči tega se v Italiji nazaj prišle govorice o dveh stvarih, v katerih so na referendumu volivci odločili negativno. Prva stvar je jedrska energija, v kateri so Italijani na referendumu po dveh jedrskih nesrečah ne tako davni preteklosti odločili proti, prav tako pa se nazaj pojavila govorica o izkoriščanju virov zemeljskega plina mediteranskega bazena, katere so prav tako v preteklosti Italijani že odklonili izkoriščenje. Tukaj me zanima, ali bi lahko nova vlada dejansko reagirala glede tega in zagotovila malo večjo energetsko neodvisnost Italije in s tem dejansko poskušala izpolniti obljube volivcem dejansko zmanjšanja bremena in inflacije z tega stališča energentov. Torej, ali si je kakšna realna podlaga, da bi se kaj od teh dveh stvari uresničilo, ali so to samo politične govorice? Torej, Draghi je na tem področju naredil ogromno. Italija je bila v trenutku, ko je izbruhnila ukrajinska vojna, oziroma ko je Rusija napadla Ukrajino, 40% energetsko odvisna od ruskega plina. Danes je, če se spomnim prav po zadnjih podatkih, 12% odvisna. Ker so nekaj dobili od Alžirije, nekaj so dobili od Azerbajdžana, nekaj so dobili od arabskih in oni računajo, da če bojo naredili dva uplinjevalnika, ki sta na programu, da konec leta 2024 ne bojo več potrebovali ruskega plina. Kar
kar zadeva izkoriščanje zemeljskega plina na Jadranskem morju, predvsem, je v Italiji neko razborjenje, ker tam ga Hrvati izkoriščajo, ne? In pravi, če je to skupno in če smo mi tam, zakaj ne bi tudi mi izkoriščali, zakaj, ker če je to za okolje nevarno, je enako nevarno, če ga izkoriščajo Hrvati za Jadransko morje, kot če ga izkoriščajo Italijani. Tako da to pač računajo, da o tem se govori. Se govori tudi o jedrskih elektrarnah. Če me vprašate za moje mnenje, jaz ne verjamem, da bo Italija obnovila jedrske elektrarne. Jaz mislim, da Italija bo ostala pri tem, kar je, tudi zato, ker za jedrsko elektrarno pravijo, da 5-6 let je najmanj in kdo bo zdaj razmišljal o 6 letih, medtem ko tiste nove cevi speljati in te uplinjevalnike v Piombinu in v Raveni, to lahko narediš v letu dni, po drugem letu največ. Tako da mislim, da ne. Ampak seveda govorijo, se ne pa vsi strinjajo o tem, ne. To še zlasti Salvini to predava kot neko veliko rešitev za Italije, ne, pa tudi Calenda in Renzi. Sem morda za intermezzo. Včeraj je na CGTN, torej China Global TV Network, eno omizje in je govoril tudi en ekspert iz Italije. In je zelo očitno dobro podučen, pravi, vse rešitve, ki bi zmanjšale to krizo, so zelo daleč. Ni jih mogoče doseči v letu, 2 letih. Pravi, zelo zanimivo za ta utekočinjeni plin, da je to tako zahtevna zadeva, ki ni izvedljiva v 2, 3, 4 letih. Torej, utekočinjeni plin v Raveni že delajo, v Piombinu, kjer je župan, ki pripada stranki Melonijeve, so proti, in je pa predstavnik stranke Melonijeve na televiziji povedal, ne, da oni se strinjajo, samo da je treba tudi prebivalstvu nekaj dati. Mislim, veste, kako je, Italijani so zelo fleksibilni, kar se tega tiče, ne. Jedrske energije pa, ne vem, jaz bi šel skoraj staviti, da v Italiji v prihodnjih 10 letih vsaj ne, potem nihče ne ve, kaj se zgodi kasneje. Marjan Lekše. Po moji oceni je bilo odlično. In jaz sem sploh razmišljal, ne, in zdaj se mi je porodila ena misel. Prva točka je odlično, ste povedali, da glede, vaša ocena, glede slovenske manjšine, da ne bo večjih napetosti. Ampak zdaj bi jaz nekaj izboljšal. Odnosi z Italijo nikoli niso bili, tako kot tržaški župan, nikoli ni bil v Ljubljani do določenega datuma, ne. Tudi ti odnosi politični niso bili vedno, oziroma niso bili nikoli zelo pristni, ne, in fleksibilni, ne, tako. Me pa z tega vidika zanima, ko ste ravno gospod predsednik govoril, glede energetske prihodnosti Evrope, ne. In meni se je porodila ta misel. Kako lahko Slovenija in Italija na evropski ravni doseže en cilj, kakšna ta energetska kriza, potem, kar slišimo, je zelo grozava, ne, se napoveduje. In mi imamo Evropo zato, da strni, da je to sinergija politična in gospodarska, ne. Mislim, s tem to je moje vprašanje, se da kaj narediti, izboljšati, ali ne, evo to. Slovenija, Italija pa nekaj, rečemo, ne. Z besedami vse, ampak potem se tam ustavi, ne.
potem se tam ustavi. Jaz sem bil 6 mesecev z Ruplom, takrat, ko je bil predsednik sveta in sem opazil, sem ugotavljal, kakšni individualizmi so v vseh evropskih državah. Vsak najprej zase skrbi. Kar zadeva odnose med Slovenijo in Italijo, ne smemo pozabiti nekaterih stvari. Da je Italija zelo fleksibilna država. Da je prvi politik, ki je prišel v Italiji, so bili predsedniki dežele Furlanije, Julijske krajine v Slovenijo, Veneta in Trentina, so prišli v času, na dan, ko so jugoslovanska letala bombardirala Nanos v Ljubljani. 10 plavih avtomobilov, kakšna kolona, fantastičen cilj bi bil to. In jaz sem bil zraven takrat in to je, ko smo bili na meji na Rožni dolini v Gorici, je prišel zraven en gospod, ki sem ga jaz poznal in ki je rekel svojim seveda avtom in šoferjem, je rekel, jaz pridem z vami in zastopam zunanje ministrstvo. De Michelis je svojega človeka poslal zraven, ki je ves čas molčal, samo poslušal. Kosiga je bil prvi tuj državnik, ki je prišel v Slovenijo. Še pred priznanjem, ne da bi to vlada vedla. Tako da jaz se ne razumel takrat De Michelisa, ki je imel pač velike probleme zaradi italijanskih investicij v Srbiji. In tam ga je Fiat držal in ga je zaustavil. Ampak drugače odnosi, razen v času prve Berlusconijeve vlade, zaradi nekaterih trapastih njegovih poslancev, ki so bili istarskega izvora, so bili zmeraj in odnosi zelo, zelo dobri. Tako da jaz ne verjamem, da bi se karkoli poslabšalo, mislim, da tukaj nima nobeden interesa. Slovenija je država, ki jo Italija potrebuje za to, da svoje proizvode izvaža proti vzhodu. Ker če ne, in zato, da jaz potem 2 uri in pol potujem iz Trsta do Ljubljane. Ja, tako je, se vemo, da je tako, rečeš. In jaz ne verjamem, da bi se tukaj na političnem področju poslabšalo. So seveda nizki in visoki trenutki in tudi to, kar smo prej govorili, Narodni dom, za dosego Narodnega doma ima Slovenija velike zasluge. Velike zasluge, tako predsednik Pahor, kot tudi zelo velike zasluge, ne bom povedal zakaj, ampak mi lahko verjamete, slovenski generalni konzul v Trstu, Vojko Volk. Povedal že zadnjič, ko da vemo. Ti si povedal že zadnjič. Ne javno. Materila je zvezde. Ja, ne, tako da, evo. Je še tako vprašanje? Ivan Gračner. Ivan Gračner. Melonija predlaga uvedbo predsedniškega sistema. Za nas je to po svoje dokaj razumljivo, ker Italija je že dolgo časa precej nestabilna, kar zadeva bilančnega spominja na Beneško. V kolikšni meri bo to glavni argument, da bomo uspeli predsedniškega sistema? So še kakšni drugi dejavniki, ki bi lahko pripomogli k temu, da bomo uspešni? Ne, tukaj je odvisno samo od večine v parlamentu, če ima dvotretjinsko večino. Ampak tako, jaz mislim, da bo težko. Mislim, da bo težko, ker mislim, da bo prej padla vlada, ker prej bo Salvini kaj skuhal in Salvini je zelo nestabilen politik. On niti ne razmišlja samo o tem, kaj bo jutri, ne, on razmišlja samo o tem, kar je bilo včeraj. Veleposlanik Kulič. Hvala lepa za to predavanje, zelo zanimivo. Vendar pomembno vlogo v Italiji pa ne igra
rimsko-katoliška cerkev. Kako se bodo te relacije spremenile ali pa ne spremenile z tem, da bi recimo desnica, tako odločna desnica prišla na oblast. Posebej v luči tega sedanjega papeža, ki je precej reformiral, da se je skušal reformirati to institucijo. Ja, tudi da je odstavil celotno vodstvo Opus Dei. Mislim, da ne bo velikih razlik. Mislim, da ne bo velikih razlik. Salvini hodi okoli z rožnim vencem in Melonijeva razglaša, da je poleg tega, da je ženska, da je ne vem kaj še vse, da je tudi kristjanka. In jaz ne. Tudi zato, ker je treba pač nekaj vedeti, da katoliška cerkev v Italiji močno izgublja vlogo. Katoliška cerkev je bila volilni stroj za krščansko demokracijo nekaj desetletij. In potem, ko je krščanska demokracija razpadla, se je dejansko umaknila iz vsakodnevne aktivne politike. Tako da so mi pravili moji prijatelji iz Beneške Slovenije, da so župniki na teden pred volitvami rekli, da je demokracija, da vsakdo lahko voli katerokoli stranko, samo da je demokratična in krščanska. Ne, mislim, da ne bo. Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da lahko s to noto zaključimo današnje razpravo. Vsi ste vabljeni, tukaj imamo velike prostore, bomo odprli kako steklenico in bo vsake dobrodošel, da spije kak kozarec vina, pa kak piškot poje v standardni tradiciji našega društva. Najlepša hvala, se vsem zahvaljujem, še posebej pa tebi. To je bilo izjemno zanimivo. Se vidimo po volitvah. Se vidimo.